Povišanje učina je eno izmed priznanj, ki ni samo po sebi umevno, temveč posledica številnih prehojenih korakov na zahtevni vojaški karierni poti. Spoštovani, vabim, da se nam pridružijo polkovnik Ernest Anželj, polkovnik Franc Koračin, polkovnik Roman Urbanč in polkovnik Milan Žurman. Povišanja častnikov v skupino najvišjih činov bosta izvedla ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič in načelnik generalštaba Slovenske vojske general-major dr. Andrej Osterman, ki ju vabim na oder. Spoštovani, učin brigadirja so povišani polkovnik Ernest Anželj, polkovnik Franc Koračin, polkovnik Roman Urbanč in polkovnik Milan Žurman, vabljeni na oder. Brigadir Ernest Anželj se je rodil leta 1962 na Ptuju. Teritorialni obrambi Republike Slovenije se je pridružil aprila 1991 kot pripadnik prve generacije v 710. učnem centru. Je aktivno udeleženec vojne za Slovenijo, sodeloval pa je tudi v tako imenovanih pekrskih dogodkih. Brigadir Anželj je začel častniško kariero po koncu šolanja v prvi generaciji šole za častnike. Do sedanji vojaški karieri je opravljal številne odgovorne štabne in poveljniške dolžnosti, med drugim je bil poveljnik 72. brigade 17. bataljona vojaške policije, poveljeval slovenskemu kontingentu KFOR na Kosovo ter bil namestnik poveljnika bojne skupine zahodnega dela Kosova. Poleg tega je bil tudi načelnik E2 v GŠSV, načelnik sektorja za vojaške zadeve v direktoratu za obrambne zadeve, poveljnik takratnega poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje ter svetovalec načelnika generalštaba Slovenske vojske. Sedaj opravlja dolžnost poveljnika enote za podporo pri generalštabu Slovenske vojske. Brigadir Ernest Anželj je prejemnik številnih odlikovanj in priznanj tako doma kot tudi v tujini. Brigadir Franc Koračin se je rodil leta 1966 v Murski Soboti. Vojaško kariero v teritorialni obrambi Republike Slovenije je začel leta 1989 kot rezervni častnik. Bil je poveljnik protidiverzantskega voda v 73. območnem štabu TO Ljutomer. Z njim je med osamosvojitveno vojno deloval v bojnih aktivnostih v Gornji Radgoni, potem pa se je zaposlil v vodu stalne sestave v Ljutomeru. Veliko izkušenj je pridobil na štabnih in poveljniških dolžnostih na različnih ravneh vodenja in poveljevanja, tudi v mednarodnem okolju kot namestnik poveljnika Evropske brigade. Pod njegovim vodstvom sta se oblikovala dva bataljona, 172. učni bataljon pehote in 670. poveljniško-logistični bataljon, v katerem je Slovenska vojska dobila transportno četo, prvo enoto, ki je bila oblikovana in afirmirana po NATO-vih standardih.
Izkušnje je pridobival tudi na številnih domačih in mednarodnih vajah, sodeloval je pri odpravi posledic poplav in žleda ter deloval na področju civilno-vojaškega sodelovanja. Od leta 2012 je poveljnik 72. brigade Slovenske vojske. Brigadir Roman Urbanc se je rodil leta 1967 v Novem mestu. Vse od svoje zaposlitve v strukturah Slovenske vojske leta 1994 do danes je s svojim zavzetim in strokovnim delom izoblikoval kariero uspešnega in cenjenega častnika. Z osebnim zgledom, znanjem in vojaškimi izkušnjami je bistveno prispeval k izoblikovanju Slovenske vojske ter njenemu ugledu od osamosvojitvene vojne naprej. Opravljal je več vojaških dolžnosti od poveljnika voda 210. učnem centru, poveljnika oklepno mehanizirane čete in bataljona, načelnika sektorja za izobraževanje in usposabljanje, namestnika poveljnika prve brigade do načelnika združenega sektorja za operacije. Sodeloval je v različnih delovnih telesih zavezništva in na večjih vajah izven Slovenije, Slovenske vojske. Izkušnje in znanje je pridobival na vojaških dolžnostih v tujini, v Euforju in v belgijskem Monsu, pa tudi na različnih vrstah šolanja. Danes je brigadir Roman Urbanc, poveljnik prve brigade Slovenske vojske. Brigadir Milan Žurman se je rodil leta 1964 v Ljubljani. Strukturam Slovenske vojske se je pridružil leta 1991 kot namestnik poveljnika pehotne čete 57. območnega štaba teritorialne obrambe. Zatem je opravljal dolžnosti pomočnika poveljnika za zaledje, poveljnika baterije zračne obrambe in poveljnika bataljona 9. raketne brigade zračne obrambe. Brigadir Žurman je bil tudi vodja projekta mobilnega raketnega sistema Roland. Vojaške izkušnje je dopolnjeval z dolžnostmi načelnika štaba poveljstva za podporo, načelnika sektorja za uporabno logistiko generalštaba in načelnika sektorja v direktoratu za logistiko, mednarodne izkušnje pa z dolžnostjo načelnika štaba poveljstva NATO v Sarajevu. Od leta 2012 je na dolžnosti poveljnika poveljstva za podporo, ki se je leta 2013 preimenovalo v logistično brigado. Brigadir Milan Žurman je za svoje delo prejel številna domača in tuja odlikovanja.